Gala prireditev je bila namenjena vsem uspešnim ženskam, ki navdihujejo s svojimi osebnimi in družbenimi dosežki. A slavila je le ena, prevajalka, publicistka in pesnica, 88-letna Jolka Milič. Kadar bom prišla domov, se bom uščipala, če je bilo res ali če se mi je sanjalo. Nagrajenka pa je navdušila vse prisotne. Danes me svojo življenjsko energijo in smislom za humor popolnoma prepričala, da si zasluži naziv ne samo ona 365, ampak izjemna ženska v vseh pogledih. Jolka je rulske napisala, kar moškim koristi, to ženskam ne škodi. Pa se moramo ženske v sodobni družbi še vedno bolj dokazovati kot moški? So določene ženske, ki si izborijo neko to kredibilnost v prvem trenutku. A ni res? Jaz mislim, da se moramo ženske vedno bolj truditi, da nas jemljajo resno. Ok, potem se moramo vedno bolj truditi. Ženske moramo veliko več delati kot moški, veliko bolj se dokazovati. Dejstvo je pa tudi to, da smo mnogo manj cenjene in plačane kot so moški. Žal. Dandanes se vse več pripadnic nežnejšega spola povzpne na visoke položaje. Fakt to vse, ženske na vodilnih položajih, ženske treba dati nazaj tam, kjer pašejo za moške, se pravi, ker za vsakim sposobnim moškim je sposobna ženska. Ženske, če znamo doma podpirati več vogalov, jih lahko tudi v javnosti. Moje sodelavke, ministrice, prinašajo zelo zanimivo svežino v delo vlade. Kot pravi Jolka Milič, moški naj bo moški, ženska naj bo ženska.